To vsebino smo probali poskušali spraviti na dnevni red že na marčevskem kolegiju županov, vendar je župan sklenil, da pač ta zadeva ni toliko nujna in je to pač predstavil na majsko sejo, junijsko sejo, vprašanje na katero sejo. Ampak dejansko stanje je sledeče. Bilanca stanja družbe Velika planina Zaklad narave d.o.o. kaže 104 tisoč izgube. Kakor ste seznanjeni, prejšnji četrtek je gondola ustavila. Inšpektor je pač dal odredbo, da gondola v takem stanju ne sme voziti. In glede na vse to, na vsa ta dejstva, se nam zdi ta sklic izredne seje bistveno. Da je čim prej, zakaj? Razloga z direktorjem družbe Velika planina Zaklad narave gospodom Marjanom Skorniškom ni bilo moč razbrati, kakšna je finančna konstrukcija za sanacijo pogonskega mehanizma na sami gondoli. Zdaj, ki se tiče Nove Slovenije, ne bi popolnoma vsem, a se ta seja imenuje izredna ali se ta seja imenuje redna. To za nas ni bistvena stvar. Bistveno za nas pa je, da se problematika Velike planine obravnava na posebni seji. Zakaj? Zdaj, župan in njegova koalicija predlaga, da bi to stvar obravnava na eni izmed prihodnjih rednih sej, kjer je pred drugim napovedan tudi rebalans proračuna, pa ne bo na dnevni red pa šel še tudi izmed občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Da se pa vi to predstavljate, da bi na takšni seji tako obsežne in tako pomembne problematike obravnavali. To je enostavno je nemogoče to stvar narediti. In kdo si za tako stvar prizadeva, enostavno hoče še naprej zamrljevati vse skupaj glede Velike planine. Velika planina potrebuje svojo posebno sejo, pa ne bo to izredna ali pa redna, na kateri se bomo lahko pošteno pogovorili o vseh preteklih aktivnostih, o sedanjih težavah in pa tudi o prihodnih stvareh. In za takšno stvar ti rabiš posebno tematiko, pa posebno sejo za to stvar. Ker to, kar se je zdaj dogajalo, če pogledate tudi pretekle seje, ki so obravnavali Veliko planino, ponovate pa vedno ta točka dodana enim izmed drugih točk in to stvar se je zelo na hiter, zelo površno obravnavati in nikoli se ni občinski svet resno lotil tudi prihodnosti Velike planine. Zdaj, kar časovnem obdobju v roku enega leta sem postavil cel kup zahtev za dostop do informacije javnega značaja, se pravi tudi na samo občinsko pravo, na družbo Velika planina, na sodišče, da bi pogledal zbirko listin in na vse možne načine mi je bilo to nemogočeno. To lahko trdim, imam za to dokaze. Žogca je bila vržena iz strani občinske uprave, da so te dokumenti na sedežu družbe, sedež družbe prav, da nima dovoljenja lastnika, da ne pošljem dopis, da bo dal lastnik dovoljene, da dobimo te dokumente in tako se ta krog vrti, začaran in določenih pogodb ni videti. To, kar mi je uspelo pridobiti, daje sum določenih kaznivih dejanj. Vse to pač tudi ni v moji pristojnosti, da bi že bilo kjer ga obsodo za kakšno kaznivo dejanje. Pač to je sum, to bi še enkrat podaril, ampak vse te sume pač sem zlokiral dopoverte in bom poslovljen izvod na ministrstvo za policijsko upravo Ljubljana, Vrhovno državno tožilstvo, skupina državnih tožilstv za pregon organiziranega kriminala, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče Republike Slovenije, ta družba je v 100% lastne občine in tudi pristojnost Računskega sodišča, da pogleda, kaj se tukaj dogaja, nadzorni odbor občine Kamnik, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, tukaj se določene svote denarja pač nekih Slovencov iz tujine, Generalni davčni urad, pač tudi sum določenih kaznivih dejanj tajnega davka. Bi se skoncentriral na samo to kazensko prijavo in bi jo tudi kar prebral. Predlagatelja, oziroma prvo podpisanega, obvestil, da je ne bom sklical, ker smo 24. februarja na kolegiju občinskega sveta, ko smo določali dnevni red za sejo v mesecu februarju, poudarili, da bo točka problematika in vizija družbe Velika planina po sprejetju zaključnega računa za leto 2008 in da bo to na majski seji. Tako se je strinjal s tem, mislim, da se je tako zapisnik kot tudi zapisano, strinjal tudi vodja svetniške skupine SDS-ja in je povedal, da te pobude za posebno točko stranka SDS ne podpira. To je za moj uvod. Res pa je, da bomo
na seji občinskega sveta imeli točko dnevnega reda, kjer bo med drugim tudi kratek rebalans proračuna za letošnje leto, predvsem zaradi nujne poravnave stroškov za zimsko akcijo. In seveda na tej bo ena od nosilnih točk tudi problematika družbe Velike Planine in njene perspektive. Je pa res, da je potrebno reči, da se bomo vsebinsko skušali odgovoriti na vrsto vprašanj, ki se v teh dneh pojavljajo in ki so ponavadi aktualna predvsem v predvoljivnih obdobjih. Prehajamo na ugotovitev sklepčnih sej. Glasujemo. V svetniški skupini LDS smo se odločili, da se udeležimo današnje izredne seje zato, ker smo februarja 2009 na kolegiju občinskega sveta podprli predlog SDS-a oziroma kolega Majnika, da se na eni izmed sej obravnava tematika Velike Planine. Vendar pa smo na tej seji kolegija občinskega sveta povedali tudi, da ne bo ta seja maja 2007. Tako je občinska uprava pripravila vso potrebno dokumentacijo za sklic redne majske seje, na kateri bomo obravnavali tudi poslovanje družbe Velika Planina. Vprašanja, ki jih zastavlja predlagatelj, so na mestu in na njih je potrebno odgovoriti. Odgovoriti predvsem s ciljem oziroma s pogledom v prihodnost in delovanja v prihodnosti. Tako, da v svetniški skupini LDS pričakujemo, da se bo 27. maja na redni seji odgovorilo na vsa tista vprašanja, ki jih je kolega Majnik zastavil, ter tudi pripravilo neka izhodišča, kako bomo peljali razvoj družbe Velike Planine in vseh treh planin, od doline Kamniške Bistrice naprej. Tako, da zaključim še enkrat. Že februarja 2009 se je kolegij občinskega sveta odločil, da bo tema Velika Planina na redni majski seji. Redna majska seja ne bo imela 18, 17, 10 ali 8 točk. Imela je 4 do 5. Svetniška skupina SD se ni udeležila te izredne seje, ker sami menimo, da smo se na kolegiju župana dogovorili, da bo seja v mesecu maju. Tako se mi zdi, da ni povoda, da bo izredna seja. Vse zadnje, tudi naši opozicijski svetniki razlaga, kakšna recesija je, da treba šparati in teh 7000 evrov se mi zdi, da bo, da pa šparamo in da bomo te točke na redni seji. Prav tako sem bil pravzaprav malo zgrožen, ko sem se odložil te tiskovne konference, da so govorili samo o preteklih stvareh, kaj se je pravzaprav dogajalo na Veliki Planini in to vse od 2005 pa tja do leta 1997. Mi mislimo, da Velika Planina je problem. Je problem Kamnika, problem naše občine, ampak predvsem moramo govoriti o prihodnosti Velike Planine in pa organizaciji, tako da bo ta Velika Planina nekako zaživela v polnem duhu, da je postala en zakratna raven. Je pa še en problem, zdi se mi zelo zanimiv, da svetnik naredi tiskovno konferenco še pred samo izredno sejo. To se mi zdi pa popolnoma neodgovorno, da poda neko kazensko prijavo, ker na vse zadnje bi ta seja mogoče bila in bi lahko odgovorni tudi na te vprašanja odgovorili. Tako pa pravzaprav se je postopek sprožil, odgovoril pa dobil potem na neki redni seji. Hvala.